Eno je gotovo, markacisti se nikoli ne izgubijo. Markacisti Planinskega društva Tolmin pa še posebej ne. Saj jih je lepa druščina, kar je prava redkost. Sosednja društva se številčnostjo markacistov ne morejo pohvaliti, Tmincev pa je dovolj. 11 marljivih markacistov, ki skrbimo za 110 km planinskih poti na našem območju. Na leto naredimo okoli 1000 prostovoljnih delovnih ur na planinskih poteh, pa še kakšne druge poti damo zraven, turistične pa to. Od 200 do 2000 metrov nadmorske višine se torej razteza njihov delovni prostor. Nekatera področja so izrazito zahtevna in celo nevarna. Mi imamo nekaj tudi težkih planinskih poti, kot so jeklenice, ki jih je treba vzdrževati, pa erozijske te opore, tako da imamo kar dosti dela. Ja. Delajo po letnem planu ter prednostno tam, kjer so poti dotrajane ali poškodovane. Na začetku leta se dogovorimo recimo za ogled teh naših poti, kje je za popraviti, in potem se dogovorimo sproti, kje imamo recimo za delati, kjer pot je prednostna, kjer je malo manj. In potem dobimo pa še preko zveze, tudi k nas planinci obveščajo, kjera pot bi bila slabo markirana, kakšna zajla za popraviti take reči. Delo markacistov pogojujejo letni časi. Spomladi je največ čiščenje poti, se pravi žaganje padlih dreves, shranjevanje vej, kamnov in tako naprej. Polet je to največ košnja. Vmes pa postavimo še kakšen kažji pot, pomarkiramo. Večkrat je treba vzeti v roke kramp, pa lopato, pa grable. Med najbolj zahtevnimi akcijami so tiste po naravnih ujmah. To je bil pa žleden tulih tu gor za nami. To je bilo kar dosti dela, naporno in pa preko, hvala Bogu, nobene poškodbe, da smo prišli vsi živi in zdravi domov. In pa ogromno jih je bilo tudi, ki so nam pomagali, tako, ker so samo planinci, niso pa markacisti. Dolgoletni načelnik markacistov v Tolminu je Iztok Kozorog, ki zna svoje fante tudi pohvaliti. Akcije tako približno okoli 30krat gremo ven, malo bolj so v pogonu teli, ker so že v penziji, samo tudi mi, ker še delamo, gremo kar dostikrat, tako da se jim je res zahvaliti tem, ker so malo bolj pridni. Markacisti so prostovoljci. Zanimivo je, kako se nekdo pridruži markacistom, saj je to težka, izzivov polna dejavnost. Moraš dobiti neki navdih, da se priključiš taki skupini, ker je pa recimo res s tem, ko se ukvarjamo s tem delom in tem se tudi povezujemo in se zelo dobro razumemo, tako da dejansko uživamo na teh akcijah. Sedanjim tminskim markacistom se zdi, da se poznajo od nekdaj. Pridobivanje mladih v svoje vrste pa je, kot je v prostovoljstvu zadnje čase običajno, redkost. Podmladek je zelo težko dobiti, ker to delo je tako zahtevno, ker ne moreš reči, danes boš šel, če pa ni vreme ali pa nekdo nima cajta in tole. In zdaj tele, ki smo v pokoju, se temu lažje prilagodimo. Vsi so seveda strastni planinci in kamorkoli jih vodi pot, gledajo in kritično opazujejo, kako je drugje. To je že poklicna deformacija, to že mora biti. Pa včasih tudi kaj novega odnesemo, kaj je še nekaj pohrunta, pa se tudi to prenese potem v naše delo. Slovenski markacisti, vseh jih je manj kot 900, so med seboj prijatelji. Se poznamo, imamo vsako leto srečanje dan markacistov, z cele Slovenije, tako nas prije po 150-200. Naših 11 tolminskih bi v svoje vrste z veseljem vzelo še kakšnega. Morda markacistko, ki ima občutek za risanje rdeče-belih knafelčevih markacij. Saj to terja tudi nekaj ustvarjalne žilice, pravijo. No, nikoli se ne ve. Markacisti ne čakajo na maj. Planinske poti do snežne meje so že urejene. Zato s hvaležnostjo stopimo nanje.